Če bi rekel samo Nova Slovenija, je to premalo. Ne? Je treba zraven dodati še krščanski demokrati. Dobro se pa spomnim, zakaj je prišlo sploh do ustanovitve te stranke. Jaz sem bil kar aktiven takrat pri stranki SL-SKD. In to je malo časa trajalo, ampak te stranke niso šle skupaj. Vedno, ko smo se dobivali na sestankih, so bili naši in vaši. In z ozirom na to, da so se združila dva vodstva in dva vodstva ne morata enakopravno nastopati v novi stranki ali novem podjetju. Poglejte, z ozirom na to, da sem spoznal probleme združenih strank SLS-SKD, sem bil vesel, da je do tega prišlo. Vesel sem bil tudi, da je Bajuk prevzel to stranko. Bajuk je bil takrat izrednega pomena. On je bil, kar se tiče naših politikov, bi rekel, najbolj sposoben, ker je poznal cel svet, ne samo Slovenijo. On je bil velik poštenjakar in tudi zvest Sloveniji. Poglejte, jaz moram reči, da spoštujem Tonina tako kot Bajuka in ga tudi tako gledam. Je umirjen človek, dosti širok, ker vsi ti, ki so zdaj recimo na površju, so bili nekako učenci Bajuka. Oni so se takrat nekako, bi rekel, usposabljali v času Bajuka. In je pravi čas, da so to prevzeli. So neobremenjeni in kar je recimo pri Toninu zelo pomembno, da ve, kje so meje. Tako iz koalicijskih strankam, kot iz opozicijskim. In mislim, da Tonin zna to peljati. To se je že pokazal pri pogajanjih, je težek pogajalc, ne, ampak pošten. In zato mu tudi ljudje zaupajo. Smer je ta prava. Vprašanje je zdaj samo meja, če bojo znali določiti do kje. Ali v eno ali v drugo smer. Moja želja je, da bi v tej smeri ostalo. Na tej poti, da se pač stranka nadaljuje svoje delo. In tle moram reči, da takih poslancev, kot jih imamo zdaj, in takih ministrov si lahko človek samo želi.